prepoved gibanja med občinami uvedena na osnovi enega vikenda senzacionalističnega medijskega poročanja o domnevnem navalu izletnikov na obalo. Skratka, na podlagi dogodka, ki se v resnici ni zgodil. Dogodka, ki ga v resnici ni bilo. Na številnih posnetkih smo namreč videli prazna mestna središča priobalnih mest, prazne ulice, videli smo pa tudi Darsovo statistiko, ki jasno in nedvoumno dokazuje, da je v soboto dopoldne, tisto usodno soboto, dan pred uvedbo tega odloka, da je v soboto dopoldne na avtocesti v smeri Primorske potovalo v povprečju 4 do 5 avtomobilov na uro. Si predstavljate? 4 do 5 avtomobilov na uro. In zaradi tega smo mi, dragi moji, dan pozneje doživeli prepoved gibanja med občinami in to gibanje je omejeno še danes. Ne glede na dejstvo, da okuženih skorajda več ne detektiramo v splošni populaciji. Poročanje o invaziji turistov so na laž dokončno postavili tudi nekateri obalni župani, ki so priznali, da tisto soboto, ki je dan prej torej se zgodila in je naslednji dan rezultirala v prepoved gibanja med občinami, da je obala v resnici sploh ni bila polna vikendaških turistov. In še tisti, ki so bili na sprehodu, kot smo videli na posnetkih, so držali socialno distanco med sabo in so se držali predpisov, koliko ljudi se lahko giblje v skupini. Pa četudi bi, vzamimo hipotetično, trume teh izletnikov dejansko obstajale, to še vedno nikakor ne bi opravičilo ukrepom omejitve medobčinskega gibanja. Nekaj vikendaških sprehajalcev pač ne more predstavljati niti približno tolikšnega tveganja za okužbo, kot to predstavlja, kot sem rekla, vsakodnevna migracija na 10 tisoče delavk in delavcev, ki se vozijo torej dnevno na delo in to v proizvodne hale, na druga delovna mesta in tam tretjino dneva delijo prostore, v nekaterih primerih še danes brez zaščite ali pa z maskami narejenih iz serviet ali kakorkoli.